Jak to je s těma ženskýma, tati? Někdo zatím musí být. Někdo, kdo se mě chce pomstit. Atlas ptic je zgodba ostarelega šefa firme, ki na smrtni postelji v bistvu zve, da je iz njegove firme, ki je posvetil celo življenje, izginila ogromna vsota denarja. In to ga celo nekako prisili, da za nekaj časa odloži smrt, da začne raziskovati, kaj se v bistvu v tej firmi dogajalo in kaj se je v njegovem življenju dogajalo za hrbtom, ko tem ni vedel. V bistvu na začetku sva s Petrom Piho v bistvu zelo veliko raziskovala oziroma se spraševala nekako o teh patriarhalnih figurah. Mene je v bistvu v nekem trenutku zelo zanimalo to, da ne vem, recimo vsi biznismeni nekako v vseh teh državah so začeli vstopati v politiko in so začeli govoriti taka gesla v smislu, da je treba državo voditi kot podjetje. Nekrat je mene začelo fascinirati, kako te ljudje gledajo na svojo lastno družino, tudi v bistvu imajo podoben odnos kot do podjetja, do svojih vlastnih otrok pa družinskih odnosov. To je bila ena tema, potem smo pa iskali v bistvu antagonista k temu liku, ki bi bil tematsko povsem drugačen in to smo našli v bistvu v Mariji, v njegovi na prvi pogled zvesti računovodkinji, ki v bistvu na nek način v samem filmu sproži v bistvu sled nekih dogodkov, ki glavnega lika zaznamujejo. Mislim, v tem filmu sem predvsem te ptiče uporabljal tako kot nek tak, ustvarjal tako distanco k našim glavnim likom, tako v bistvu malenkost ironično komentirajo, tako kot grški zbor dogajanja včasih v filmu, včasih pa tudi samo tako nekako funkcionirajo kot geslo oziroma take fraze iz Twittera, ki so tako deloma povezane, včasih pa ekstremno nepovezane s tem, kar se v filmu dogaja. Jak to je s těma ženskýma, tati? Někdo zatím musí být. Někdo, kdo se mě chce pomstit.